Zaradi suma prirejanja pogojev javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo in sicer, da le ti pogoji ustrezajo zgolj enemu prijavitelju. Zaradi posledično suma zlorabe uradnega položaja ali zlorabe uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika ter suma zlorabe Ministrstva za šolstvo in šport za prirejanje pogojev javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki ustrezajo zgolj enemu ponudniku, in seveda tudi zaradi ustvarjanja neenakosti pred zakonom. To so tri temeljni poudarki in dovolite, da podrobneje obrazložim te navedbe. Torej, osnovni vir problema je ne samo športni park Stožice, temveč projekt Stožice kot projekt javno-zasebnega partnerstva, katerega osnova je tako športni, kot seveda tudi poslovni zasebni del. Ta projekt spremlja že od samega začetka vrsta problemov. Po naši oceni so ti problemi povezani s tem, da je to izjemno politično forsiran projekt, ki je vse manj gospodarski in vse bolj politično forsiran projekt. Seveda je to projekt in ljuba državi in državljanom strani Zorana Jankovića, ki vemo, da je ključni kandidat za župana mestne občine Ljubljana tudi vnaprej in seveda bi se in se bo na tem projektu tudi lomilo in presojalo njegovo nadaljno politično pot, glede na seveda izpolnjene obljube iz dosedanjega njegovega političnega angažmaja. Zato je seveda po naši oceni toliko pritiskov in ne nazadnje toliko te tako imenovane politične volje, da se nekak ta projekt spelje pod streho, ne glede na to, da ga je pravzaprav zapustilo tisto ključni financerski del, to je gospodarstvo. Namreč pri tem projektu se je sfižilo to tako imenovano javno-zasebno partnerstvo, tisti ključni partnerji so ga z nastopom krize in seveda težav, ki so jih imeli, zapustili. Zato je ostala zelo odprta finančna konstrukcija tega projekta. Zato se je toliko seveda govorilo in ustvarjalo seveda špekulacije okoli kredita, ki naj bi ga odobril najprej konzorcij domačih in tujih bank, sedaj vidimo konzorcij samo domačih bank in še to tistih domačih bank, ki so v glavnem povezane z lastništvom države. Torej, v začetku tega samega projekta ni bilo predvideno angažiranje javnih sredstev. Tudi sam predsednik vlade je trdil še letos, da država ne bo sofinancirala tega projekta. Tudi veliko vprašanje v novih razmerah, ko pada kupna moč, ko je Ljubljana dobesedno poseljena z trgovskimi centri, se v veliki meri postavlja pod vprašaj donosnost še enega nakupovalnega centra, ki je sestavni del seveda tega projekta Stožice. Ker ni, torej, jaz naštevam za države, ki so povezane s tem projektom, ker ni zaprte finančne konstrukcije, se obrača v tem projektu razmeroma malo denarja in posledično so tudi težave za plačili do podizvajalcev in seveda te podizvajalci nadalje imajo težave z poplačevanjem svojih obveznosti do dobaviteljev, kako tudi do delavcev. V javnosti so bili primeri tudi obravnave teh podizvajalcev strani delovne inšpekcije in nenazadnje tudi sankcioniranja kršiteljev. Želim povedati, da je to torej skelet enih problemov okoli tega projekta in seveda projektu je bilo potrebno priskočiti na pomoč z javnimi sredstvi. Tu pa se postavlja seveda pod vprašaj na nek način tudi smiselnost in
odgovornost do davkoplačevalskega denarja, ko nastopi takrat, ko se seveda tisti zasebni kapital, ki je bil sprva predviden, umakne. Jaz ocenjujem, da se je gospod Lukšič zavedal, da za vsako ceno na nek način najde denar tudi za ta projekt. To je sprva iskal v okviru proračunske rezerve. Če spomnite, je bilo predlagano, da naj vlada v okviru proračunske rezerve najde denar za ta projekt. Veste, da se z proračunske rezerve lahko financirajo točno določene stvari, kot so razne naravne nesreče, razen če ni seveda športni park oziroma ta športno-poslovni projekt Stožice naravna nesreča. Torej, želim poudariti, da so v vladi in še posebej na Ministrstvu za šolstvo in šport, še posebej zaradi angažmaja ministra, iskali načine, kako financirati to, kar se je dejansko že zgodilo in rešiti projekt pred totalnim kolapsom. In zgodilo se je. Zgodilo se je kljub dopisu, ki ga je minister Lukšič poslal vsem županom junija letos in v katerem pravi: v letu 2009 smo izvedli razpis za sofinanciranje športne infrastrukture v letu 2010. Zaradi restriktivnih varčevalnih ukrepov nam v državnem proračunu za leto 2010 žal ni uspelo zagotoviti sredstev za realizacijo sofinanciranju na razpisu že izbranih projektov, zato je bilo sofinanciranje teh preneseno v leto 2011. Tako so sredstva za leto 2011 že razporejena in v letošnjem letu ne moramo izvesti razpisa. Naslednji razpis za sofinanciranje športne infrastrukture lahko pričakujete v prvem tromesečju naslednjega leta, to je leta 2011. Upanje, da razumete tudi nam neljubo situacijo, vas pozdravljam. To je minister Lukšič junija letos pisal županom občin, kjer so bili projekti, ki so bili prijavljeni na razpis v letu 2009 izbrani in ki jih seveda ne more ministrstvo sofinancirati letos. A glede ga zlomka, v uradnem listu 2. julija letos pa je objavljen razpis, ki je neverjetno selektiven in po naši oceni ni nobenega dvoma, da prirejen samo enemu projektu. To je projekt Stožice.